kako so omlatili. Če bi zjutraj peteline zapel, bi še vsi drnjohali kot trnjulčica. Čeprav dedek Bedenko, upokojeni marinar, o sebi zatrjuje, da ima tako rahu spanec kot na barki. Hej, vajenca, po konci! Rana ura, zlata ura! Ja sem že čisto pozlačen. Kaj pa je to? Jajo! Opa! Jajo! Jaz bom tu jutri tudi hitro kot pajo. Kaj pa dedek Bedenko? Ta o vsem z marinarsko razsodnostjo. Meni hitro vstajanje ne dene dobro. In kar je glavno, moramo vsem še malo razmisliti. Vsega slišite, kako globoko premišljuje. Kam? Na vse zgodaj. Je bil radoveden sosed Vratovinc, mesar, veleposestnik in kmet vse v eni osebi. Ogledat si greva letošnji pridelek. Ja. Te priložnosti ne bi smel zamuditi. Nekaj njihove letine bi se prav lahko zdašlo tudi v mojem skednju. Žal mu je bilo, da jim je spomladi prepustil njivico pod gozdom. Vse je kazalo, da bo žetev bogata. Pšenica je imela tako klasje kot metle. Koliko pšenice? Posodim vam lahko najboljšo koso, tako, ki je svet ni videl, če mi odstopita polovico žetve. Dedek ima svojo koso. In še kakšno? Ja, to je pa res škoda. Najprej bi jim posodil koso, potem pa še mlatilnico in tako bi jih obral za skoraj ves pridelek. Otroka sta hotela dedku pripraviti orodje za žetev. Ampak tudi prizadevnim vajencem se včasih kaj ponesreči. To bom jaz popravil. Jaz ti bom pomagal. Izvoli. Šapra, mokra, pa smo tam, kjer ni muh. Kako naj s tole rečjo kosim? Saj si lahko koso sposodimo pri sosedu. Sam nam jo je ponujal. Pri vratovincu. To pa to. Potrebovali bomo tudi še mlatilnico in tudi to ima vratovinc. In kolikor jaz poznam to dobričino, nam od vsega pridelka ne bo kaj prida ostalo. Paji se na vse zadnje le posvetilo. Dedek Bedenko pa si žetve vseeno ni mogel predstavljati brez kose. Moram narediti novo kosišče. Kaj pa je to? Joj. Tega pa ne Vse razumem. orodje in vse skrbi so bile odveč. Pridelek je pospravil nekdo drug. Ostala je le slama. Dedek, zdaj pa ne rabimo več niti kose, niti mlatilnice. Mislim, da vem, kdo je bil vratovinc. Dedek Bedenko pa je presodil drugače. Vratovinc je res lump in krade kot hrček, ker le more, tole pa je naredil ta zaresen hrček. Kam pa kam? Greste drvarit? V mlin peljem.
je Bedenko presenetil zavistnega soseda. Saj nisem nor, saj to ne more biti res. Misliš, da bo dovolj globoka? No, še malo. Glej, deda gre. Dedek, Tako, fanta, sem že nazaj. No, koliko bo zdaj tega? Bil je zelo zadovoljen z odkopano luknjo. Tako. Čakaj, še jaz. daj. Še enkrat. Je plitke za kurnik. A si vse pobral? Ha? Jaz bi pa nekaj pustil za hrčka. Se razume, za hrčka bo tale merica zadostovala. In to je še zmeraj vredno samo pol cene tistega, kar bi morali plačati, če bi najeli sosedovo mlatilnico. Letos je bila strašno dobra letina. Ja, pridelali smo poln voziček. In vse je požeto in omlateno? No, prihodnje leto bomo tole njivico spet najeli. Računajte z nami. Odnesel bom vsaj tisto, kar so pustili za hrčka. Prekle za kurenk, ta je pa res pohitev, hrčon, hrčak, bedak. Saj ni pustil niti smetke.